Živo, pozdravljeni v oddaji Smeha polna skleda. Zasuli ste naju z elektronsko pošto info@smehapolnaskleda.si. Seveda tisti naslov, na katerega lahko pošiljate vaše vprašanje z veseljem, bova podala vse informacije in odgovorila, kolikor bova seveda le lahko. Se trudiva, ampak ker je prišlo res enormno veliko število vprašanj z podobno vsebino, so se odločila, da danes predstaviva koncept zdravega in manj zdravega sendviča. Torej, tekmovanje bomo naredila. Zdrav sendvič proti malce manj zdravemu sendviču. Veliko ste naju spraševali, kaj lahko jem, ali lahko jem sendvič za zajtrk, ali ga lahko si ga nesemo v službo za malico, ali ga lahko damo otroku, kakšen mora biti ta sendvič, kaj mora vsebovati. V glavnem, veliko vprašanj na temu sendviča. Tekmovanje danes? Na eni strani imamo tvojo polnozrnato zadevo, na drugi strani imamo belo zadevo. Tako, sicer sem mislila tekmovanje prirediti na Stožicah. Na fuzbol igrišču. Ampak nama je bilo žal zelene trave. Zato sem se odločila, da presedlava v kuhinjo. Da ste to travo druge uporabljala. To travo druge uporabljala. Tako, da sem še pripravila vse zadeve, da bo stvar malce hitreje tekla. Me zanima, kdo bo zmagal v oddaji. Jaz imam za začetek malce večjo bazo. Z bazo treba začeti. Baza je tista, ki nam daje temelje. Temelji morajo biti kakšni? Zdravi. Tako, na eni strani imamo bele, na drugi strani imamo malce bolj temne temelje. Na eni strani spet imamo bolj beljakovinske zadeve, na drugi strani imamo bolj sladke zadeve, kjer je ogromno škroba, ugljikovi hidratov, nezdravih ugljikovi hidratov. Jaz imam že za začetek večjo bazo kot ti, ampak to ne pomeni, da je ta baza slabša, ravno obratno, zdaj jaz lahko toliko pojem. Ti lahko več poješ, ker je tvoje lahko kalorično, jaz pa mogo manj. Dobro. Izbrala sva en tak zelo tipičen sendvič, ki ga lahko dobite v trgovini, ki se ga ponavadi sami doma naredite. Zdaj bomo primerjala to zdravo, enostavno in seveda zdravnica bova zabavala. Pomeni, enak trud bova vložila oba sendviča, približno enako denarja, kalorije. Kalorije pa bomo seštevali, ker bo potem na koncu potegnila črto. Videla, kaj je bolj sprejemljivo za naše telo, na kateri strani nam bo naše telo bolj hvaležno. Mi se bomo počutili boljše in bomo imeli bolj uravnotežen obrok. Uravnoteženi prehrani veliko vemo, smo se naučili iz prejšnjih oddaj, bazo bava, kaj sledi? No pa začneva. Malo smo te zmotili med tvojimi treningi, zdaj treniraš na polno. A si kdaj sploh vzameš pauzo? Ja, pauze je bilo pravzaprav sedaj v tem zadnjem obdobju preveliko. Sicer te prisilne pauze zaradi poškodbe sem pauziral skoraj da več kot mesec dni, tako da v bistvu, ja, te pauze od treninga je bilo preveč. Mesec dni, kaj to meni za enega top profesionalnega športnika? Izpad? Ja, pravzaprav nekje po 2-3 tednih se nekako en dan spreminja v en teden, se pravi izgubljenega treninga, kar pomeni za mene osebno, se pravi, da rabim sedaj spet nekako 3-4 mesece, 5 mesecev, da bi lahko bil na neki tisti formi, katero sem zapustil pred poškodbo, ampak jaz verjamem, da bo to tudi ratalo in uspelo. Radi rečemo, da ste športniki, samo ljudje, prehranjujete se podobno kot mi, navadni smrtniki, ampak vaše telo dela 100 na uro, fizični napori so tukaj, kar pomeni večja izčrpanost, večje bolezni. Kaj ti priporočaš recimo športnikom, pa tudi navadnim ljudem, da delajo, da ne bi bili toliko bolni sploh v teh časih? Seveda, bom rekel, da je tukaj zelo pomembno, kje ljudje živijo, kako so seveda prehrambene navade in pa seveda moramo se zavedati tudi možnosti, ki so. Vsak nekako individualno poskrbi za sebe, tisto, kar bi bilo nekako najbolj prav. Nekako najbolj nehvaležno je dajati, bom rekel, neka splošna navodila, kajti moje mnenje je, če hočeš nekomu pomagati, nekako splošno, na hitro ga je potrebno
vse malo poznati, kako funkcionira, se pravi, kdaj vstaja, kaj dela in kako se prehranjuje. Jaz bom rekel, da pa je, kar se mi zdi zelo pomembno, skrbeti za sebe, vsekakor se pravi, da je tudi počitek tisti, kateri, bom rekel, nekako nas napaja in pa seveda nekako po drugi strani čim več dobre volje, čim več pozitive, smeha, kar bom rekel, da je po eni strani neki doprinos energije, ki jo je zelo težko dobiti katerokoli hrano. Seveda, glede na tempo življenja, bom rekel, je v tem trenutku seveda nekako najbolj priporočljivo oziroma priročno, praktično, da se poslužujemo športnike, predvsem bom rekel raznih šejkov oziroma nadomestkov hrane, kajti pravzaprav je nemogoče dobiti v telo, ne vem, na dan bi potrebovali, seveda to, kar pokurimo v tistih najbolj obremenjujočih fizičnih trenutkih, tudi po 4 kg mesa, kar ga je nemogoče fizično dobiti v telo, zato potem pridejo v poštev proteini in pa seveda razni napitki, kateri nam omogočajo, da smo še vedno v fokusu in pa seveda, da lahko počnemo stvari dolgoročno, ne samo danes oziroma mesec dni. Ko verjetno, da če se ukvarjaš s profesionalnim športnikom, se pravi, prehrana še toliko bo pomembna, kdaj pa si recimo ti pripraviš zdrav obrok in kdaj misliš, se pravi, zdaj pa jem dejansko zdrav obrok? Je to vsak obrok ali pač tisti, ki si ga ti pripraviš, se pravi, zdaj pa jem zdrav obrok in se dejansko tudi takrat počutiš? Jaz sem rekel, da nekako tako, da v bistvu pri meni imam 2 menija. Strog meni, popolnoma strog meni, ki je zdrav ali ne zdrav, to je v bistvu zelo relativno, seveda, vedno poskušam jesti tisto, kar je zdravo. Vendar tu in tam je tudi maščoba zdrava. Zakaj? To je moje mnenje, zaradi tega, ker je pač telo nekako življenjsko navajeno, bom rekel, določenih vnosov. Seveda se čim bolj tega izogibaš, ampak vendarle, bom rekel, za mene osebno nekako zajtrk je tisti, kateri je nekako najbolj zdrav in najbolj, bom rekel, bogaten, potem je seveda temu nekako najbolj primerno še kosilo, potem pa se stvari zelo reducirajo oziroma zmanjšujejo. Kaj tem sem mnenja, da nekako, če greš malo manj polnega želodca spat, počivati, potem telo tudi boljše odfunkcionira, se boljše regenerira in to je vsekakor, bom rekel, tisto, na kar se mi zdi, da je potrebno paziti pri organizmu. Prej si omenil, da tudi ješ meso, verjetno to je 2-krat, 3-krat mogoče na dan. Bi lahko bil vegetarijanec, kajti nedavno nazaj sem imel intervju z Željkom Mavrovičem, legendo hrvaškega boksa, ki je vegetarijanec in ki je bil tudi ob najvišji, ki je bil v vrhunski formi, je bil ravno vegetarijanec. In kaj ti praviš, to mogoče bi zdržal s takim v profesionalnem boksu, bi lahko zdržal recimo s takim tempom, z vegetarijanstvom, misliš? Jaz bom rekel tako, da v bistvu zdaj ne vem, v kateri fazi je bil, pa vendarle vem tudi, bom rekel, malo druge stvari, ki so najverjetne posledično temu nastale, kajti diagnoza, ki jo je imel, je bila, bom rekel, zelo resna. Jaz bom rekel, je možno, ampak ne vrhunskega športa. Lahko se vrhunsko rekreiramo, ampak nikakor vrhunsko se s športom ukvarjati in brez nekih osnovnih stvari. Jaz bom rekel, da meso oziroma ti proteini so pravzaprav osnova za normalno funkcioniranje. Kratkoročno je to seveda izvedljivo, vendar menim, da vegetarijanstvo, bom rekel, ni najboljša opcija. Seveda moramo vedeti, je odvisno, kje živimo, seveda, če nekako odraščamo že od vsega začetka, imamo danes nadomestila, katera nadomestijo naprimer meso ali karkoli drugega, vendar se mi zdi, da še nismo konec koncev prišli do tega, bom rekel, presežka znanja, da bi nekako spreminjali to genetiko, kaj telo, organizem je navajen na neke stvari. Velikokrat je tako, da v bistvu, če se odločiš naenkrat šokirati telo in ne vnašati nekih, bom rekel, vsakodnevnih sestavin v svoje telo, je lahko tudi to začetek, bom rekel, nezdravega življenja in največkrat oziroma zelo velikokrat se zgodi, ko nekako se ljudje odločijo danes na jutri, da bojo pa prekinili popolnoma na drugi način življenja. Jaz menim, da je to nekako zelo primerljivo,
se pravi in z alkoholom in z kajenjem, zelo veliko število, kar je tudi po nekaj bom rekel dokazanih oziroma študijih dokazano, da največkrat ljudje zbolijo prav takrat, ko nekako naenkrat spremenijo preveč življenjskih vsakodnevnih navad in po mojem je tudi to lahko zelo spolzko. Koliko obrokov imaš na dan? Ja, jaz bom rekel, ko nekako neredno treniram, so 2-3, seveda z vmesnimi energetskimi čokoladicami in podobno, ki šteje tudi kot neki obrok, ampak jaz bom rekel, tisti obrok kot hrana. Domestek obroka? Ja, v bistvu hrana kot hrana 2-krat, 3-krat, seveda, ko nisem v polnih treningih, drugače pa v bistvu 5-6-krat in še vmes, se pravi energetskih čokoladic ali šejkov ali karkoli podobnega, drugače pač ni moč voditi oziroma zdržati teh treningov dolgoročno 3 mesecev, 4 mesecev. Kar začnejo najprej z omakcami. Radi imamo namaze, tiste stube najrajše, ki jih kupimo v trgovini, ampak niso v redu, zakaj ne? Na eni strani imamo, se pravi, kečap, pa neko gorčico, najbolj pač priljubljena pri mladostnikih, ali v bistvu pri vseh nas, ali prodajalci s hitro prehrano. Na drugi strani imamo zelišča, kaj imaš ti tu? Ja, ljudi bi rekli, piše, olje je, ne, olje redi, ampak da so dala olivno olje, kar pomeni? Da je zelo dobro za naše telo, je tako? Vezane nasvečene maščobe, ki naše telo dejansko potrebuje, dodala sem malce zelišč, da je večja vsebnost vlaknin, tako malce namaževa, tekmujeva, tvoje zgleda pisano. Moje to bolj diši mogoče, no? Mogoče. A greva tudi na hitrost? Ne, ni. Medtem, ko mi pa tole maževa in ko bova začela zlagati na najne kruhke različne stvari, se bova vmes preselila na, kar smo ravno govorila o stožicah in fuzbal placu. Kaj pa da še prej poveva, kaj dejansko naše stvari vsebujejo, kaj je razlika med njima? Deva, pa se seliva na fuzbal plac. Pa začneva takoj z žemelco, se pravi, naša žemelca je, moja v bistvu žemelca je neka bela, polna sladkorja, ogromno dosti soli je notri, v bistvu ne več kot v tvoji, pirini žemelci, polnozrnati žemelci. Lahko je tudi ržena. Tvoja ima veliko vlaknin, moja jih v bistvu nima. Potem, če začnejo z namazi, moja ima spet moj namaz ima veliko več sladkorja in soli, tvoj namaz nima sladkorja, nima soli, ima v telesu prijazne neke začimbe, kaj imaš to že? Origano in peteršilj. Pa baziliko. Pa baziliko, origana, peteršilj, bazilika. Potem pa začnejo z neko navadno salamo, pač dokaj pogosto, ki je ravno tako. Ti, ker svojo salamo daje gor, jaz sem poskrbela za nekaj bolj hranljivega, bolj dobrega, užitnega. Glavno, na tale salama je, lahko bi rekli, dobrega okusa, je verjetno. Jaz bom še pokazala eno finto, kaj imajo otroci radi. Otroci imajo radi, jaz poskušam delati, kolikor se da lepo. Naši otroci nimajo radi takšnih sendvičev, ampak moram pokazati kakšne, ne. Take, ne, da čim več gor stoji. Ti imaš še dekoracijo lahko? Osnovo mava, ti kar maži, to pa nove ne zgleda. Zdaj vas je preseliti na fuzbal plac. Na fuzbal plac? Ja. Človek, ki se je soočil z
z večjim človekom od sebe in ki si mogoče želi postati on? Ronaldinho. Aha. Messi. Dobro, misli sem imela Ronaldinha, ampak z nami je Rene Krhin, obiskala sva ga, slučajno je bil v Sloveniji, drugače kot v Italiji. Imela sva to srečo, da sva mu priredila en tak surprise in tudi tam je bilo eno tekmovanje, vidva sta tekmovala med sabo, ne sicer tako, kot vidva danes, ampak... Pa pogledaj, kdo je zmagal. Deva pogledati prvi del, pol bova, kdo je zmagal. Aha. Okay? No, pogledaj prvi del. Pogledaj, kaj se ga vpraša. Rene Krhin. Kako poteka tvoj dan glede jedilnika? Ja, sigurno se je ta prehrana zelo spremenila, kar sem v Italiji. Ja. Oni imajo pač neke svoje poglede na to, se pravi, pred treningom jem samo špagete, v bistvu bele špagete z oljem. Pač cilj je biti čim lažji na treningu, čim manj čutiti razne omake, ki lahko ostanejo dolgo časa v želodcu. Spravim pol pasti moče kako pusto meso, spravim brezavla, pršut, to je to. Isto imamo pred tekmo, pol po tekmi pa lahko tudi prije kakšen McDonald's ali pa pizza, to ni problem. Ja. Kaj pa imaš, kakšen bo tvoj zajtrk zjutraj? Spravim, zajtrk mi nikoli ni bil všeč, no, ampak je pa zelo pomemben, tako da tu so kakšni kosmiči, roglički, tudi spravim, če je trening zjutraj, ne moreš pojesti kaj težkega, tako da trenalni pa sploh glede tega so različni, u nas nima sploh dobenih salam, česa podobnega, tako da samo roglički. Imate mogoče v klubu kakšnega nutricionista, kakšnega prehrambenega strokovnjaka, glede tega, kateri vam dirigira, kako, kaj pred, po jesti, kaj med jesti ali pa piti? Ja, v bistvu v teh klubih, v prvi italijanski ligi, drugi italijanski ligi, so za to odgovorni doktori. On ima projekt, so to prehrano, vse te menije po hotelih. Je pa res, da doktor ne more vedeti, kaj ješ doma. Tako da vsak igralec pač mora biti toliko odgovoren, pošten sam do sebe, da je pravilno. Kako pa dejansko paziš doma, koliko ješ, a se prepišeš pri si omenil razen junk food, a je to vsak dan? Zdaj, kad moraš, da te najbolj ne poznane? Ne, se pravim, jaz tudi, ko sem poškodovan, če jem, jaz jem normalno, se ne zredim, tako da imam vedno tam okoli 80-81 kg, glede tega nimam problema. Pa se zavedaš, da trebušnjaki so narejeni v kuhinji in ne na igrišču? Tudi dosti bolj prijetni so tisti v kuhinji kot v fitnessu. Se pravi, se tega zavedaš? Sigurno. Kaj ti delaš? Prisegam na kuhinjo. A vse mora biti malo fitnessa. Jaz bi sicer preverila zdaj, ampak ne moremo oceniti. Dobro, ne bomo klele ocenjevali, ne bomo ga stavljali v zadrego, tako da... Ja, jaz bi ga, znaš. Res. Jaz sem na moški strani, tako da če drživa skup, tako da so se že prej zmenila. A je bil težek ta preskok iz Slovenije v tujino, se Italija blizu, ampak dejansko to je tujina, to je čez drug sistem, drugi ljudje, več denarja, v končni fazi, več odgovornosti, več pričakovanj od tebe? Ja, meni niti ni bilo toliko težko, ker so bile v bistvu to moje sanje že od malega. Ko sem bil star 16 let, ko se je pač ponudila ta priložnost za Italijo, sem takoj pravo izkoristiti. Oče je bil takoj za, tudi dedek, ker sta oba v bistvu nogometna navdušenca. Mama je bila malo proti, takoj se je hotela izgovarjati z neko šolo, z vsem, ampak zdaj pravi... Zdaj, ko vidi, koliko vsega sem doživel, ki je v bistvu zdaj sem, misli, da je naredila prav, da me je pustila. Koliko te ima dejansko na špakci, veš? To smeš, to ne smeš? V klubu? Tu v bistvu na tem levelu ni več, to je neki profesionalizem, tu so sami igralci, ki vejo, zakaj so tam, tu ni nekega nazorovanja izven igrišča. Je pa seveda ni fajn, če greš ven pred kako tekmo, sploh če se tekma zgubi. V mestu te v bistvu vsi prepoznajo, tako da tako je ve celi klub in to je problem.
simpatični mladi Rene Krhin, veliki up, dober borca. Simpatičen Luška, neki dober brca, sam kdo je zmagal, ni bilo vprašanje verjetno. Kdo bo zmagal na koncu, ni še končano. Naslednji del prispevka oziroma zadnji del prispevka boste videli čez nekaj trenutkov. Mi dva tekmujeva v pripravi zdravega in manj zdravega sendviča. Sami boste posodili, kateri je boljši. Ti si položila neko mozzarelo. Tako, jaz sem jaz bom položil tale nek toast sendvič. Toast sir, ki je zelo bogat z nasečenimi maščobami, dosti solije, dosti termično obdelan, kar ni dobro za naš telo. Na tvoji strani imamo lahko mozzarelo, bogata z beljakovinami, neka male maščobice je, ampak nam bo dobro dela. Ja. Naprej? Kaj imamo še naprej? Aha, in sendviča brez nekih kislih kumaric se tudi malo teže zamislimo, je tako? Kaj boš pa ti porabila? Jaz imam pa rukolo. Namesto kaj? Namesto kumarica kaj? Recimo, kaj je zeleno. Aha. Naj bo. Moje lepo zgleda. Super zgleda. Tako fancy zgleda, ne? Prav fancy. In kaj še dodava? Paradižnik, ti boš dodala paradižnik. Dobre. Ti imaš pa dovolj, ker imaš že tako velik sendvič. Sem ti nekam skopariš s tem lososom? Skoparim. Ja. Nekako, jaz sem ga kar obložil. Jaz bom tako po domače, enostavno. Hopa, moje že je v bistvu. Tvoj že. Čakaj, moram pohiteti. Hitrejšega pripraviti, a? Ok, jaz dodam še paradižnik in pa dodam še, res obožujem olive, ne vem kako je s tabo. Ti si je kronak, ne? Ja, saj si rekel, da ga ne obložim, ne? Kako je s kalorijami? Drugi del prispevka z Renejem Krhinom. Seveda pogovarjali smo se malo o treniranju, malo o hrani, malo smo bili na fuzbol placu in tisto, kar mene najbolj zanima, kdo je zmagal v tem prispevku? Enkrat, ko boš imel punco, ne? Enkrat, ko boš imel punco, kaj boš naredil za zajtrk? Veš, koliko ga boš prinesel? Zajtrk? Da bi jo res razvladal. Sveže stisnem pomarančni sok, jajca in pa slanina. Kaj, če ne je slanine, če vegetarijanka? Če ne je slanine, pa zagovorim samo jajce, ker je to edino, kar znam narediti. Hipotetično sprašujem, če sem vegetarijanka. Ali pa moči kaki biskviti z marmelado, z maslom, naprimer. Potem pa še za konec imamo pač en test, kde pač zdravja nekako to lahko vidimo na plavca v bistvu meri procent telesne maščobe okoli ledvenega predela. Ta prispevek si bom jaz dala doma na repeat, sploh tale zadnji del. Sicer res ne vem, kdo je zmagal, res sta bila izenačena, res ne vem, kdo je zmagal, ampak enkrat moram priznati, Rene, malce bolj dober borca žogo kot ti. Res je, da si ti, glede na to, da je Rene profesionalni športnik, ti pa rekreativni. Kako malce boljši borce? Malce boljši. Če sem ga zmagal v brcini. Nisi ga zmagal. Si ga res zmagal v maščobah, kar pomeni, glede na to, da je profesionalni športnik, ti si rekreativni športnik, rečemo tako. Jaz sem res pričakovala, da bo on imel veliko manj maščobe kot ti. Ja, vendar, ampak trebušne so narejene v kuhinji in ne na igrišču. Ne na igrišču. In to smo dokazala. In če bi Rene prišel na eno kuhinjo, bi najbrž imel manj maščobe.
Zdaj mislim, da smo mu dala lekcijo, da se bo začel bolj zdravo prehranjevati, ampak zdaj ta zadnji del, to je bilo zdaj moramo priznati, neodločen. Je obljubil, da bo spremljal oddajo na spletni strani in vedno ravno recepte in da jih bo uporabljal. Tako, in zdaj čisto ta zadnji del, ker je pač bilo neodločeno. Jaz sem mogla presoditi, jaz sem mogla presoditi in lep pogled je bil. Zdaj pa kdo je zmagal, presodite vi, gledalci, predvsem pa gledalke. Kdo je zmagal v najini kuhinji? Moč moram priznati sicer tebi, tvoj je nizkokaloričen, bogat z nutrienti, na drugi strani moj visokokaloričen, slab z nutrienti, ogromno maščobe, ki je naše telo ne potrebuje, še enkrat. Tvoj ima neke zelenjave, več zelenjave, dosti maščobnih kislin omega-3, kar je smiselno poudariti, se pravi iz lososa, iz morskih sadežev in podobno, olivce. Se pravi, v enakem času in s približno enako denarja in truda so naredila dva različna sendviča, ta je zdrav, uravnotežen, potrebuje vse, kar potrebuje naše telo in ta je za usmeti. Tako da tega bomo mi za usmeti jih ne bi rekel, bi se ga povedati, kakšni oran športne aktivnosti. Jaz bom tako naredila, ti dodaj zdaj to vse, kar še obstaja, mogoče si ga vse delno uravnotežiš, jaz bom povedala tega. Dragi moji, vidimo se v naslednji oddaji Smeha polna skleda, do takrat pa bodite zdravi in nasmejani. Čau. Hormoni so v zadnjem času izpostavljena tema med ljudmi. Vedno več opažamo težav s hormonskim neravnovesjem. Ženske hodijo in govorijo, da ne morejo shujšati, da hodijo na Šmarno goro, da jejo zdravo, pa ne grejo kilogrami stran, potem imajo suho kožo, nerazpoloženje, moški, plešavost, trebuh raste, pomanjkanje energije, depresija, tesnoba. Potem so tudi druge hormonske težave, kot so težave v meni, vročinsko oblivanje. Vse to je povezano z našim delovanjem naših hormonov. In zdaj na delovanje naših hormonov močno negativno vplivajo vsi okoljski strupi, vsa procesirana hrana, vse beljakovine živalskega izvora, ki vsebuje antibiotike, rastne hormone. Vse to ruši naše naravno hormonsko ravnovesje. Potem vsa čistila, kozmetika, ki vsebujejo različne parabene, to vemo, da so hormonski motilci. In naši hormoni z leti še upadajo. Ravni, naprimer estrogen, progesteron, testosteron, nam z leti upadajo v telesu. Zato se pojavijo te določene težave, ki jih lahko sicer zelo dobro uravnavamo tudi z zdravo prehrano, s takšno, ki nam pomaga uravnavati naše hormonsko delovanje. Druga izbira je pa potem, ki nam tudi zdravniki predpisujejo, so pa hormonske terapije. In zdaj sintetične hormonske terapije imajo zagotovo, vsakdo se je srečal z njimi, negativne stranske posledice. Zato mi prisegamo na naraven progesteron, naravno progesteronsko kremo, kajti naraven progesteron je predhodnik vseh ostalih hormonov. Poleg tega ni to nek sintetičen hormon, vendar je popolnoma naraven, organski, pridobljen iz diosegnina. To je neka snov iz divjega mehiškega gomolja, z koreninice. Enaka snov se nahaja na primer v soji, ki iz te sestavine potem pridobivajo ta naravni progesteron, ki pa je molekularno popolnoma enak celicam našega telesa. In naše telo to zazna kot sebi enako celico in ne kot nek tujek, nekaj sintetičnega. In tako si res lahko dvignemo nivo tega progesterona, ki poskrbi tudi za dobro delovanje vseh ostalih hormonov.